pogledamo, vse velike stvari so vedno naredili posamezniki. To je dejstvo. Zgodovino spreminjajo posamezniki. Geekhouse je namenjen mladim podjetniškim navdušencem, tehnološkim entuziastom, geekom, kot jih radi imenujemo. Torej tistim, ki imajo idejo za neko aplikacijo, za neko rešitev in ki želijo to rešitev, to idejo nadgraditi v okviru lastnega start-up podjetja. Torej imajo ekipo, imajo idejo in potrebujejo nek prostor, kjer lahko delajo, kjer se lahko družijo z sebi enakimi, izmenjujejo izkušnje in na ta način učinkoviteje izgrajujejo svojo rešitev oziroma svojo idejo. Torej sam prostor ima pač urejeno delovno okolje z tudi tehnološko infrastrukturo, računalniki, najnovejšimi Windows napravami in pa seveda svetovalno in pa tehnološko podporo, recimo tehnološki pokrovitelj oziroma partner je Innovo IT, ki je že izkušeno mlado podjetje in ki bo tem mladim entuziastom na nek način svetovalo in jim pomagalo pri uresničevanju njihovih podjetniških idej. To je kar se tiče samih Geekhousov, potem pa jim seveda na slovenskem nivoju pa jim ponuja program iTime Plus pospeševalnik idej, v katerega želimo, da se te ekipe iz Geekhousov vključijo in grejo skozi ta intenzivni 8-mesečni mentorski program, v katerega cilj je tudi nagrada 20.000 evrov. Kaj potrebujejo mladi študentje, da razvijajo svojo idejo? Pomoč iz vseh strani, Najprej finančna pomoč, potem potrebuje neke prostore, ko pa že tako daleč pride nekoga, ko sploh usmerja čez ta proces, kako to idejo res prvič realiziraš, ker misliš naprej, da je enostavno, ampak res neko komercialno aplikacijo narediti, ni glih čisto tako kot neki walk in a park. Ko pa to stvarca ima potem, kako tudi prodati zadevo, je, da v bistvu res verjamejo, naj pa se odločijo za tak korak in grejo zadevo realizirati. Potem pa si naj naberejo res pomoč, kjerkoli jo lahko dobijo, ali se različni študenti zberejo skupaj, ker veš, da rabiš neko ekonomsko znanje, pa tako dalje. In dosti problem Slovenije, da večinoma teh tehnikov, računalničarov, ima neka dobra ideja, ne znamo predstaviti zadevo na naslednji korak. Zato naj pogledajo, kje so neki programi, kot je ta danes, če ti mogoče lahko pomagajo, se grejo malo obiskati, grejo pogledati, mogoče so kakšni razpisi za finančna sredstva, pa tako dalje, pač razgledani morajo biti, najbolj pa verjeti, da so svoja stvar. Vesel sem, da lahko povem, da smo dobili v Geekhouseu priložnost uporabljati prostore njihove za namene vzpostavljanja internetnega radia. V tem trenutku delamo projekt približno od leta 2011, kar smo se prvič prijavili na tekmovanje tudi na Challenge Future. Tam smo dosegli 4. mesto od 300 ekip, potem smo pač se odločili, da bomo nadaljevali projekt, ker je zanimiv. Pa tudi v tujini smo dobili že neke priložnosti se predstaviti v Madridu, naprimer. Tako da mislim, da je zdaj to naša naslednji korak oziroma naslednji milestone. Prostor je super zaradi tega, ker lahko naredimo naslednji korak, torej imamo nekje prostor ustvarjati, imamo nekje opremo za zakleniti, priti v centru mesta, da ne delamo po domovih, torej pri meni doma ali pa pri nekomu, ker je tudi delo temu primerno potem ne. V tem trenutku si vse sami rihtamo, univerza nam pomaga pri tem, ker smo tudi študentje univerze, tako da se kar dosti potikamo tukaj, pa smo pač našli zatočišče prvo. Pomagajo nam v tem trenutku pri tehničnih stvarih, da mi je upload, prostori, take zadeve.